Dobrodošel, Jure, v četrti študiji Bananinega olupka. To je prostor, kjer te sprašujem o komediji, o tem, kaj počneš s komedijo in o tem, kaj si misliš o komediji. Cool. Tako da dobrodošel. Ful si enih stvari mislim. Rad bi začel, ne na začetku, se pravi, kar v srži. Jaz tebe najbolj, oziroma moj prvi stik s tabo je bila štafeta mladosti. Okay. Potem itak smo te vsi spremljali v Slonu in sadežu, ki še kar deluje in je nek... Žal mi je, ampak še zmer. Močno ime na slovenski sceni, ne? Ful. By the way, na tednu slovenske drame boste imela koncerta, ne? Da. To je en taka mala reklama za začetek. To je 6.4. Ja. Super. 6.4. Ob 10. v Kranju. Nekje v enem stolpu. Tako, Škrlovec. Blizu Škrlec. Kakšni sorodniki? Ne, to je še Krlovec. Aha, okay. Ni pa Škrlec, Škrjavec. Fascinantno. Okay. No, poleg tega si pa, po mojem, eden bolj vplivnih stricov iz ozadja slovenske komedije, ne? Ne vem, zakaj ta izraz se je zdaj kar malo tako, ga je folk začel furati. A res? A to je kao zaradi Kučana, ker so oba dva majhna. To je, priznam, podobnost, ampak ne, nisem pa, kdo te pa še označuje za... Ne vem, zadnjih par pogovorov, ki sem jih imel to neki z novinarji, skozi prav to sintagmo, mali strici iz ozadja. Ne, okay. Super je, ampak očitno ste vsi dobili ta isti vibe, tako da v redu je. Zato, ker te človek googla, se pravi, ko dela nek kvazi novinarski research, se je zelo težko dokopati do informacij, kje vse si bil zraven. V resnici pa si bil že skoraj povsod, oziroma imaš prste povsod, ne? Prstke. Pa res, imaš presenetljivo kratke prste. Imam. Ampak ti to pomaga pri kitari ali ti... Pomaga mi ziher, ne. Zdaj sem si kupil eno manjšo kitaro, kar mi pomaga. Deva sam bi narediti en približno ris, kje vse si zraven, kje imaš nek vpliv, pa v bistvu kje deluješ. Zdaj pa bom jaz poskusil to narediti, ti mi boš pa povedal... Jaz bom pa kimu. Tako, če bo pa kaj izrazito, kar boš hotel dopolniti, pa dovrša, ne? Bom dvignil roko. Ok, bil si zraven pri soustvarjanju različnih scenarijev za televizijo, se pravi, od Viktorjev, ki ste jih vodila, kot Slon in sadež, ki se jih spomnimo, si pol prevzel še kar nekaj scenarističnih peres naprej, ne? Tako. Okay. To, kar smo imeli, tako imenovani mešani Viktorji, ki je bilo več voditeljev, takrat smo tudi še delali zraven. Viktorji na žaru, in če sva pri žaru, vem, da si bil zraven tudi pri rostih. Ja. Okay. To zgleda tako, da ti napišeš ljudem svoje besede, oziroma besede, ki jih pol oni izgovarjajo. Lej, to je, celebrity roast je ena posebna podvrsta teh roastov, ker recimo, roast se je začel kot neko komedijsko dogajanje med komiki v osnovi, ne. Šele potem, recimo, jaz mislim, da je verjetno prva taka celebrity zadeva je bila Dean Martin, ki ga je takrat pripeljal na ameriško televizijo, kjer se je pa začelo dogajati to, da so se roastali med sabo ljudje, ki niso nujno komiki, ne. In takrat se je, po moje, tudi prvič pojavila potreba potem, da imaš sploh zraven tudi scenariste. Tle gre pa proces načeloma, tam mi probamo ohraniti nekako realno življenjsko situacijo v smislu tega, da te zanima, kaj je povezava gosta z slavljencem večera, da najdete neke skupne anekdote, ki so se zares zgodile in pol probaš na podlagi tega nekako sestaviti zgodbo, kaj bo ta človek govoril. Se pravi, ne gre za to, da zdaj mi polagamo svoje besede nekomu, ampak gre itak dobro. Končen smisel je en zabaven večer, ampak probamo najti čim več teh real life povezav, ki so dejansko obstajali med gosti. Ampak na nek način si ghostwriter, ali je to ta termin ali ne? Je to ta izraz? Jaz tako, ghostwriter je ki ni podpisan, no. Okay. Mi tle vse nismo nič skrivali, sem pa mnenja, da pri večini stvari, sploh pa pri neki tej televiziji, ki meji z realityjem, je najboljši način pisanja ghostwriting. Se pravi, da ne mečeš ti sebe noter, ampak probaš vsem, ki so udeleženi v procesu, olajšati, da vse skupaj čim boljš dela in je čim bolj smešen in uspešen. No. Se pravi, v tem smislu, ja, ghostwriting. Ja. Nisem vedel, da je, se pravi, izraz ghostwriter lahko uporabljen za nekoga, ki nekaj napiše, pa se sploh ne podpiše, ali kaj? To je primarni izraz za to. Hudo. Ghostwriter ponavadi, ne vem, ki pišejo kakšni športniki ali pa ne vem kdo, kakšne svoje avtobiografije, ki so ponavadi z njihovimi imeni podpisane.
veš, da je od zadaj ghostwriter, ki je to napisal. Ampak on ni tam podpisan, ni Ni. to ta Vesna Milek Kavaca varianta. Ne, Ghostwriter v najbolj, vsaj kakor jaz vem, tem prvotnem smislu je točno to. Človek, ki je to napisal in ni naveden nikjer. In tudi nima pravice ponovati do nobenih avtorskih pravic, ki izhajajo iz nekega tega avtorskega dela. Se pravi, ga odpraviš z nekim fiks sumo denarja in to je to. A pa ti si že kdaj tako delal za nekoga, recimo, da si bil skrit, da si bil anonimen v tem svojem pisanju, da si napisal material nekomu? Veš, da ne. Mislim, ne. Ja, ne smeš povedati, ker je bila klauzula, ne? V bistvu, ja. Ne, sem ki je kdaj pomagal, ampak sem pomagal v toliko majhnem obsegu, da pač nisem niti hotel biti pač po domačnik mnenje, pomoč mi. Potem si dosti prisoten tudi v gledališču, ne? Ja. Spravi, zdaj nazadnje je predstava Realisti imela kar lep uspeh na tednu slovenske drame, dnevih komedije, na tednu slovenske drame boste nastopala. Tam si bil v bistvu... Na tednu slovenske drame bo tudi ta predstava. Realisti? Ja, bo tudi sicer v spremljevalnem programu. Oh, the best! Ja. Naj te pomirim, v spremljevalnem programu lahko dobiš nagrado za najboljšo predstavo po izboru publike. Obejš! Tako da imate po mojem kar šans, no? Obejš! Ja. Realisti, tam si bil udeležen kot dramaturg in kot scenarist oziroma Avtor. tako, Mislim, da temu v teatru rečemo avtor. Ker sem poslušal podcast, ker si bil v Aparatusu, je bila... Kaj da Tomič loč med scenaristom. Ja, sej sta skozi govorila o scenariju, pa spet tako pa, a jaz nečesa ne vem, lahko uporabim različne izraze. Kaj pa je, gledališki avtor je scenarist gledališkega dela. Ja, se strinjam. Potem si imel kar nekaj drugih predstav, recimo v komercialnih, v katerih si sodeloval tudi kot avtor in kot režiser, oziroma to so predstave, ki jih delata v bistvu, kaj lahko rečem, z Ladotom, slovenska muzika, slovenska literatura. Tako je. Zdaj predstava za vsako priložnost. Tako. Potem sem pa videl, da si bil napisan tudi pri Koko komediji. Ja, tisto z Gašparjem skupaj delala. Pa mogoče bi lahko omenila tudi v končni fazi, zdaj, ko si Gašparja potegnil noter, se mi zdi, da je to lep skok na songe, ki jih tudi pišeš, ne? Ja. Si zdaj z Jako Ivancem v Kopru, bil ventilator. Ok, super. To sva zdaj stresla en koš predstav. Stresla sva neki televizije. Kaj pa še počneš? Dobro, dost delam v oglaševanju, tudi probam čim manj, ker sem zadnje cajte zaposlen s temi gledališkimi in televizijskimi zadevami, ki mi bolj dogajajo, ampak ja, recimo oglaševanja smo kar nekaj dal čez. Zanimivo. Od nekega copywritinga do tudi produkcije folk na koncu. Ker videl sem, da imaš pa dejavnost prijavljeno kot avtor besedil in scenarist. Ja, zdaj, veš kaj, to skozi malo menjavam. Začel sem svojo pot kot oblikovalec AV vsebin in pisec glasbenih besedil. Zdaj sem pisec glasbenih besedil. In scenarist? Književnik celo. Književnik? Lepo prosim. Na spletu pa oprosti. Ne, veš kaj, splet je malo, ne, ampak zdaj sem že književnik. Bom napisal malo po malo. Jure Karas, pisec glasbenih besedil in književnik. Okay. A te pa kdaj še kdo pokliče, pa ti reče, Jure, rad bi en song za, ne vem, predstavo, kaj pa tako kot pesem za... Ja, tudi sam nekaj malo sem tega naredil, ampak zelo malo, ker ja, mislim, pa se mi, to je taka stvar, ki se mi zdi tako pol včasih klepa bi res slon in sadež ne delamo toliko velik, da bi upravičil sam sebčak, zdaj bom pisal komade za enega drugega, za nas pa ne bom, tako da pol te stvari bolj šparovno. Mislim, vsake toliko naredim še kaj za koga, ampak rajš zase, no, če se da. The best. Long story short, skratka, ogromno stvari delaš. Ogromno. Neverjetno veliko. Neverjeten sem. Ja, res si, mislim... Sploh iz tega kadra sem... Tega kadra sicer nisem hotel vključiti, ampak pojem zdaj ga bom. Vključ ga, stari let. Tako, to je bil kadar sam za zvok, ampak mislim, da ta kadar bo zdaj šel noter. Kaže to. Nekako na vizualni ravni pokaže vse to, kar smo zdaj povedali. Definitivno, skratka, to si prodal noter. Kaj pa se ti zdi, da je pri tvojem delu, kakšno kondicijo ti ohranjaš kot, recimo ti pisec? Kako skrbiš za to, da lahko delaš, kar počneš, no? A sploh skrbiš za to najprej, te moram to vprašati? Ja, mislim, odkar več delam, se pravi zadnjih 6-7 let, ko se mi zdi, da je to pisanje neka konstanta, skrbim za to,
tako, da poskrbim, da imam dovolj projektov, da skozi nekaj pišem. No. Ker se mi zdi, da sem v eni fazi ugotovil, da je zares to edini način, da prideš v formo po domač, kjer imaš prednost tega obrtniškega obvladovanja, ki ga ne moreš imeti, če delaš eno do dve stvari na letno. Ne vem, vmes recimo med TV projekti, recimo vmes nismo imeli, vmes sem šel delati na Planet TV, je bila serija Dragi sosedje, sem šel prvo sezono recimo delati, ker me je zanimalo, ali lahko sfuram, to je bilo vse koliko 60 delov, ne vem, neka cifra, sicer adaptacija, ampak nekaj tudi pisanja avtorskih stvari, zaradi tega, ker je pač bilo treba prenesti iz francoskega prostora, ne? Ali lahko jaz, ne vem, v 3 mesecih naredim tako količino materiala in je neka izkušnja, ki jo, ne vem, enostavno drugje jo ne moreš dobiti, no, in je ena vaja, ki jo pač ne boš v slovenskem prostoru zlahka dobil. No. A si pa kdaj recimo zastaviš kako tako vajo, ki pa ni izrazito recimo izdelek, ampak kdaj delaš tudi tako, kako bi rekel, v luft, ali pa veš tako, kot če bi košarkaš sam proste mete vado, ali kaj tazga? Ne, v bistvu ne, ampak dobro, to je posledica tega, da imam tudi ta pravih služb dovolj, da mi ni treba, pa tudi malo sem razvajen v tem smislu, mislim, ko mi ni treba delati, pol imam počitnice. Mislim, nisem toliko navit, da bi šel zdaj v prostem času pa pisati nekaj čisto nenamensko. No, verjetno so tudi te počitnice pol nekako ohranjanje kondicije ali kaj? Mogoče, mislim, ja vem, da ratam ful živčen pred poletjem, tako da mogoče. Všeč mi je, kako o komediji ali pa recimo o humorju govoriš ali pa pristopaš zelo obrtno, ne? Se pravi, kakor sem te dojel, zagovarjaš neko obrtno veščino znotraj komedije. Ja, absolutno. In kaj je zate najbolj definicija tega, recimo, a so to neke strukture, jokov konkretno, ali je to, kje je feeling, pa recimo, kje je res izrazito obrt v komediji? Dobro, komedija je tako, kot vsaka stvar sestavljena iz nivojev, se pravi, nivo, za katerega jaz najbolj skrbim, je nivo besed, se pravi, nivo zgodbe, in ja, tle imaš v komediji imaš neke obrtne principe sestavljanja nečesa, kar naj bi bilo na koncu smešen, ki so absolutno predvidljivi so, no? Ampak spet, zdaj pa umetniški del tega dela je pa seveda kako iz jasno definiranih obrtniških nekih principov sestaviti nekaj, kar je čez, kar je še zmer nepričakovano. Se pravi, komedija mora biti pričakovana do ene mere, ker če je toliko nepričakovana, da se ljudje ne povežejo z njo, potem ni več komedija, ker ni smešna. Ne? Če ti poveš nekaj, kar se ljudje ne režijo, pol težko o temu govoriš kot o komediji. Ne? Hkrati pa moraš zdaj najdeti pa moment, kje je pa rečemo ta tvoj avtorski moment, kako si to naredil, čeprav so ljudje vedeli, da so se usedeli v teater gledati komedijo, si jih presenetil, na kakšen način si jih pripeljal do smeha. No? Hudo. Ja. Ampak to je besedni layer. Pol imamo izvedbo. Čakaj, predn greš na izvedbo. Gašper Tič je enkrat rekel, da je komedija, da so to logična presenečenja. Ne? Ja, se pravi, presenečenja, ki pašejo, so prava, ampak morajo presenetiti. Ne? Ja. Tako da v bistvu si zdaj o tem govoril. Hudo. Ja. Kako pa najdeš to presenečenje? Se pravi, tvoja naloga je iskati nepredvidljivo na nek način, oziroma a imaš neke taktike? Mislim, vse to je ena writerska, to je res grd izraz, writerska, piščevska. Aha. To je še grši izraz, piščevc. Književniška? Ampak nekaj se pogovarjava čisto o komediji. Tako da, je ena writerska taktika, sploh recimo pri dialogih se mi zdi, da jo lažje uporabiš. Se pravi, ko enkrat ti približno veš, kaj je tvoja zgodba, o čem pripoveduješ, in ko so karakterji do te mere kreirani, da dobijo svoj glas, ne, med pisanjem. In se mi zdi, v dialogu se to ful lažje zgodi. Se pravi, da ti peleš zgodbo nekam in naenkrat
sej to še zmer ti napišeš, ampak eden od teh karakterjev spregovori ali pa naredi nekaj manj predvidljivega. A veš, kaj ti pišeš in v bistvu se malo presenetiš in ko se ti zarežiš temu obratu, pol v bistvu skoraj veš, da je to zelo dobra pot, ker na zdravje. Hvala, res je. Ja, ampak gledal sem te koliko cajta in sem probal podaljšati stavek. Probal sem še najdeti kakšno podredje, ampak ni šlo. Jaz sem pa čakal, bo zaključil misel. Ne bo. Lepa. Ne, ampak hočem reči, najdeš to, ker tebe karakter v tekstu preseneti, pol si lahko skoraj ziher, da bo presenetil tudi nekoga v občinstvu. Pri mono zadevah je seveda težji. Jaz mislim, da v vsakem trenutku, ko si toliko domač z materialom, mislim, mogoče to še ena, če se vrnem pri pisanju, ena stvar, ki sem jo ugotovil, da najbolj pomaga. O čemerkoli pišeš, zvedi, kar se da veliko o tem. In enkrat, ko si poln tega materiala, se ti začnejo delati neke povezave, ki jih prej nisi imel, enostavno zaradi tega, ker veš toliko več o tem, o čemer pišeš, ne? In tle se dogajajo te preskoki, se pravi, vsi vemo, da nas čaka nekaj smešnega, ampak točno te povezave pa en ne bi mogel najti, če ni prej se toliko pripravil. Ja. Tako v bistvu se mi zdi, da jih najlažje najdeš te nepričakovane pričakovanosti. The best, ker zdaj sem se spomnil, nekaj sem bral pred kratkim v teh formatih late showov, ker recimo komentirajo novice. Ja. Ne, in kar reče, ta host reče, Jelen je včeraj preskočil cesto na avtocesti Štajerske. To si bral tole knjigo, kva je Writing for... Tako, late. Ja, glih 2 meseca nazaj sem si jo kupil. Recimo, tisti je, do zdaj, kdo je avtor? A to vemo? Ne vem, kdo je avtor. Dej boš pol napisal. Bom napisal, ja. Avtor je tale človek. Ja, to. Mislim, da je do zdaj, kar sem prebral, najboljši opis tehnike povezovanja nekih nelogičnosti, je pa pol, ker smo se seveda pogovarjali s prijatelji iz Foha malo, koliko je to možno uporabiti. To je ful dolgoveza, mislim, enkrat, ko to delaš, sploh več ne razmišljaš na ta način, mislim, greš čez te korake ful hiter, mislim, po domač to, kar on opisuje na 5 straneh, greš ti v 10 sekundah čez to, ker to pomeni, da imaš že svoj, veš, vse to je tako, kot igranje inštrumenta, ne, ko več ne razmišljaš, kje je kakšna nota, kje je kaj, ampak pač igraš, ne, na ta način, ampak je pa zelo dober opis, kako prideš do obratov, katere vrste obratov, in kakor tam vidiš, to je čista matematika. Ja, in meni je bilo najbolj dragoceno glih to, mogoče, ker nimam toliko stika s tem, se pravi, to, kar sem začel, ne, da je najprej nek, recimo, setup, in pa vsi imamo zdaj že ta izraz punchline, nekako vemo, kaj to pomeni. Ampak recimo ta izraz bridge, ali pa to, kar pa prekriža ta dva, mi je bil pa nekaj novega, ne. Pravi, da ti podaš neko novico, izjavo, potem rabiš en most do punchlinea in šele tako je lahko punchline ustrezen, ne. Skrat, mi je bilo ful zanimivo to prebrati, no. Ja, mislim, je pa seveda to ena od tehnik, ne. Spet imaš tipe humoristov, ljudi, ki so smešni, ker so toliko čez, ker so nadrealizem, ker so, ali pa s performansom v bistvu naredijo joke, ki ga na besedni ravni ni. A veš, vse to sem v bistvu hotel povedati, ker to je samo en nivo, ne. Pa imaš pa pri komediji točno to, kako jo izvajaš, kdo jo izvaja, ne, mislim, na kakšen način, kaj je okrog njega, mislim, mislim, zreducirati vse skupaj potem na to neko čisto matematično, logično formo ne moreš, oziroma lahko zreduciraš to, kako lahko zreduciraš neko resno dramo na serijo dogodkov, pa ne moreš, ne, ker kaj dramo zares naredi, je trenutek, ko začneš na nek način, na neki ravni verjeti dogajanju na odru, ne. Ja. Rekel si, prva raven je besedilo, besede, ne? Ja. Kaj si pa hotel nadaljevati, recimo ta druga? Performance. Super. The best. Hotel sem te vprašati, če bereš kakšne knjige o komediji, pa si mi že znotraj tega odgovoril, da jih. Ja. Mislim, s tem, da ta je zelo tehnična, tako načeloma ne berem toliko veliko, ker itak sem, pri večini stvari je praksa najboljš, je pa seveda tako, pri nas ful pogrešam, zdaj se mi zdi, da se šele ta nekak dela komedijska scena, da se malo skup tudi jemlje v smislu, da se pogovarjamo med sabo, pa oni ta mlajši, pa mi ta srednji, pa oni ta starejši,
da sploh imaš možnost, ne vem, da ti nekdo, ki je starejši, da neko svojo izkušnjo ali pa nasvet, ne, kar je najbolj vreden. To je najbolj vreden, pol je praksa, pa so pa knjige. Pa. A ti se zdaj uvrščaš v srednjo generacijo? V srednjo, okej, dobro, nisem dojel čist, kam si se vrstil, okej. Ja, no. Srednja, to smo, zdaj smo že fotri, srednja generacija. Ja, sej, mislim, jaz bi te lahko vrstil kamorkoli, lahko bi bil mlada, lahko bi bil stara. Ne, po videzu seveda mlad, ja. po izkušnjah star, tako. Realno srednja. Realističen odgovor. Kaj pa na tej kameri? Ne? Na tej kameri izgledaš, po mojem, ne vem, veličasten. To je 4. stopnja. Veličastno. Hotel sem te vprašati to. Kaj se ti zdi, da je ta razlika med človekom, ki piše, pa med človekom, ki nastopa, in kako ti doživljaš ta, recimo zihar je delati material, ki si ga napisal, pa ga posredovati igralcem neki, obratno pa biti človek, ki igra in mu je bil napisan material. A si ti kdaj dobil napisan material ali si vedno, ko si igral, sam sebi napisal stvari? Ja, ne, nikoli nisem dobil. Dobil sem na kakšni prireditvi napisan material in ga čist nikoli nisem še povedal, ker pač sem skromno ocenil, da znam jaz to boljš, ampak mislim, da je to bolezen vseh izvajalcev, oziroma redki zmorejo ego, ki pretrpi to, da mu nekdo piše nekaj. Ampak jaz mislim, da je to stvar, ki bo slovensko komedijo popeljala oziroma jo že pelje na naslednjo stopničko kvalitete, enostavno delitev dela. Ja. Eni smo boljši v pisanju, jaz sem pač slabši performer, je pa ful boljših performerjev, ki lahko moj material boljši izvedejo, kot bi ga jaz izvedel, tako da jaz mislim, da ta delitev dela bo mogla ratati standardno. Kako pa je recimo s tem prav zdajle, danes v Sloveniji? Se pravi, tako kot si rekel, verjetno je tega še malo, ne? Teh nekih povezav, pa to, da bi recimo prav izrazito bil pisec, ne vem, ljudem, ki se tudi pojavljajo v svojih vlogah, pa govorijo material, ki je komičen. Ja, mislim, vse dobro vemo, pač zmer je posledica majhnega trga, posledica tega, da pač denar pri nas niti slučajno ni primerljiv s tistim, kar se dogaja v tujini, v bistvu produkcijo, ne, končni produkt pa hočemo primerjati. Ne, mi zdaj gledamo našo serijo, ja, sem čak malo Seinfeld, je pa boljši, ja, mislim, valjda, ne, da je boljši, ker je tam ful več ljudi, ki ful vejo, kaj počnejo, ne. Tako da še zmer bo to težko pri nas upeljati, zakaj je zdaj razlog nekoga, da bo po domač čisto rečeno delil svoj denar z nekom drugim, ki mu bo pomagal, moraš to nekako ekonomsko upravičati. Jaz mislim, da do ene mere sicer to ekonomsko upravičilo obstaja, ker ti boš porabil manj časa, ker ti bo nekdo drug providal nekaj, kar on ful hitrejš naredi, kot ti. Boš sicer delil en del denarja, ampak to pomeni, da boš lahko delal več stvari in B pomeni, da boš to eno stvar naredil kvalitetneje, kot bi jo sam naredil, kar pomeni, da si garantiraš službo za naslednjih projektov. Ne? Tako da neka logika tudi pri nas obstaja. Je pa valjda težko, ker je pač majhen prostor. Kaj pa se ti zdi, da je recimo idealen model pri ustvarjanju nečesa novega? A je to, ali govoriva zdaj mogoče o TV-ju, ali pa govorijo o predstavi, mogoče lahko govoriva o obem. A je to povabiti, ne vem, skupino piscev, pa jo združiti z izvajalci, ali je to ločeni pisci, ki proizvajajo material, ali je to odvisno od posameznikov? Mislim, da je čisto odvisen od projekta. Dobro, ločena skupina piscev, mislim, da to ne more obstajati. V vsakem primeru mora biti vsaj nekdo, ki mu rečeš, ne vem, vodja piscev, showrunner ali karkoli. To je človek, ki ima v glavi projekt, se pravi, ki ve, tako na strani izvajalcev, kot na strani piscev, do kam moramo priti. Mislim, to neka široka demokracija tle ne deluje. Ne? Mislim, da bi vsak neki malo kar se stavil. Mislim, mogoče po naključju, ampak ne zares ne. A ti si že bil v kakšni skupini piscev? Ja, se recimo Žare se je delal v skupinah. Hudo. Smo imeli skupino, jaz sem tle nastopal kot ta vodja piscev, oziroma pač človek, ki je enako na strani piscev kot pač izvajalcev, pač tak, kako človek rekel, menedžer tega projekta. Ja, in mislim, pri toliko velikih zadevah to absolutno mora obstajati. No,
Če govorimo potem o izvajalcu pa o piscu, ne? Ja. Velikrat nastajajo tudi trenja med tema dvema, ne? Absolutno. Se pravi, in krivi so izvajalci. Jaz pa mislim, da so krivi lahko tudi pisci, ne? Mogoče, če se jaz postavim na stran izvajalca, pa ti na stran pisca, kaj je največja težava pisca z izvajalcem? Da se ne naučijo teksta. Čak, to je največja težava. Moja, ja. Ampak pod naučenje teksta kaj smatraš? Pomeni točno dobesedno z vejicami in pikami in črkami v tem vrstnem redu, kot ne zdaj pretiravam. Ampak je pri nas ful redko srečaš izvajalce, ki so sposobni stopiti prvič na oder, mislim, takrat, ko je vaja, ne, pustimo zdaj bralne vaje, pa tako jaz itak mislim, da bralne vaje niso nujno potrebne, če je tekst dobro napisan. Se pravi, da je prva stvar, ki si jo naredil, prva domača naloga je to, da si prišel na oder in znaš tekst, tako kot je napisan, ne tako, kot se ti zdi, da bi se lahko razvil, ne tako, kot sej sem isto povedal, pa v bistvu nisem, tako, kot je napisan. Ker to je ona zdrava osnova, kjer pol mi lahko začnemo delati naprej. Mislim, a veš, ker če besedilo, tako kot je napisano, ni dober na odru, pol je nekaj narobe z besedilom. A veš, kaj ti hočem povedati? To je ta prvi test. Ne? Pri nas imamo pa to neko blazno, jaz mislim, da tudi zaradi tega, ker se relativno malokrat dela tekste, ki so napisani tukaj in zdaj, ampak je naše in gledališče in film je v bistvu tradicija nekega jemanja ali starejših tekstov ali tujih tekstov in potem seveda črtanja, ne? Črtanje je osnovna dejavnost pri ful enih naših projektih. Ne? A si občutljiv na črtanje? Ja, sem absolutno občutljiv, ker mislim, da ko je tekst napisan zdaj in za določeno skupino ljudi, če ga je treba črtati, to pomeni, da ni dobro napisan. Se pravi, imaš problem že v štartu, pol je nekaj treba s tekstom narediti. Miselna navada, da vsak tekst je potrebno črtati, premetati, nekaj bomo zdaj naredili iz tega, je pa grozljiva navada, ki sploh pri komediji, ki je, kot sva ugotovila, zelo matematična, zelo natančna, prinese to, da ponovadi sam pokvariš stvari. Se pravi, prva štenga, ki sem jaz zelo srečen, če se zgodi, je to, dajmo se vsi dobiti in dajmo tekst, za katerega upamo, da smo prepričani, da je ok v vsaj 90%, dajmo ga povedati na odru in potem gremo od tukaj naprej. Ne? Jaz mislim, da to je single največja težava, ki jo jaz recimo vidim in doživljam, da obstaja ta neskončna potreba po režiranju, preden smo sploh začeli, po črtanju, preden smo sploh prvič prebrali. Veš, to je kaj ljudje, ki dobijo juho in jo začnejo soliti. Tako, ne, stari, mislim, komedija je pa res nekaj, kar sicer ki so sposobni lahko že iz teksta razberejo do določene mere, večina nas pa v bistvu, ki enkrat na odru ti vidiš prvič zadevo, veš, kje si. In iti z neko predispozicijo, čakaj, bom jaz to popravil, preden sem prvič, mislim, meni je to naivno, pa v bistvu tudi neprofesionalno zaresno. Ful zanimivo. Ja. Ker, tako, No, kakšne so pa tvoje težave kot izvajalec? Lahko bi rekel, v bistvu, ampak zdaj si me malo prepričal v svojo spravno, ampak lahko bi rekel, da je mogoče včasih težava z pretirano željo po kontroli pisca ves čas, ne, se pravi skozi, da pride tudi trenutek, kjer jaz kot izvajalec začutim potrebo, nekaj bi rad naredil po svoje ali pa nekaj bi rad probal, ne, pa spet se pol ujameva v tem, če sva edina dva, ki se gledava, noben ne more vedeti, kaj drži, dokler ne pride publika, ne, oziroma to. Mogoče je to največja težava, največji moj problem z piscema, ne. To je absolutno res. Jaz recimo klej se zadnjih nekaj časa probam sprostiti do te mere. Za ene stvari so jasne tudi, če sva samo dva. Pa ti rečem, probi na odru in če bom jaz skoraj prepričan, ok, tole ne bo, delal ni boljš, se pravi, nekaj je, ampak ni pa boljš od tistega, kar sva imela, ti bom lahko rekel ne. Za ful velike enih stvari v projektih, kjer jaz nastopam tudi kot režiser, jih enostavno puščam, ker točno to, mislim, sploh komedije imajo to lepo lastnost, da jih lahko igraš večkrat. Ne? In po domač, dajmo probati, dajmo publiki naj odloči,
Pa ne gre tukaj, a bo stvar dobila smeh. Ne. Gre za to, da enkrat, ko si ti v dvorani, kjer imaš občinstvo, da vidiš, kako ene stvari tečejo. In ja, včasih eni štosi, ki so izvedeni čist drugače, kot so bili napisani, delajo boljše. Tako da, ne, tukaj jaz absolutno. Jaz sam govorim o tej prvem koraku, veš. Problem imam s tem, da se komedijo jemlje kot toliko lahkotno stvar, da se je vseeno. Saj sem povedal stavk. Ne, ta stavk ne, v glavnem bo deloval samo v točno tem zaporedju besed, s pravilnim naglasom na tej besedi in s pravilno pauzo prejšnjega stavka pa naslednjega. Ja. In pač tako je. In pri nas se mi zdi, da še zmer je zelo malo, mislim, nekaj je sicer obrtno odličnih komedijantov, ampak zelo velikih pa ni odličnih, kot bi lahko bili, glih zaradi tega malo mogoče omalovažujočega odnosa, sej kaj pa je, sej govoriš to se. Mislim, enako kot drama. Moraš jih povedati na pravi način. Ja, ampak v bistvu je ta, recimo, mogoče omalovažujoč odnos ali pa lahkotnejši pristop do komedije, mogoče tudi nek splošen problem ustvarjalcev, ne? Da si mislimo, ali pa recimo tudi nekih inštitucij, da si misli, komedija, to je bolj tako, ne? To se malo zahecje, ne? Malo je tako, kakor bo, pa upam pač, da se to res korenito spreminja, ne? Zadnje čase. Jaz mislim, da se, nažalost, da se spreminja zaradi ekonomskega sistema, v katerem smo. Veš, naenkrat smo začeli ceniti stvari, ki prinašajo denar, kar je bizarno, ne? Da je zdaj to, se mi zdi, na nek način poril, ker komedija je zdaj kao malo mogoče bolj relevantno postala ravno zaradi tega, ker je gospodarska panoga, če tako pogledaš. Mislim, pustimo ne samo komerc teater, tudi televizija, se pravi, vemo, da zabavne vsebine na katerikoli ravni se prodajajo. Ne? In zaradi tega smo v bistvu, iz napačnih razlogov se mi zdi, da smo mogoče zdaj pripisujemo temu pomen in zaradi tega se tudi sploh razvija to, da imamo skupine ljudi, ki pišejo, da so posebni ljudje, ki pišejo komedijo in tako naprej. Mislim, ampak selej, karkoli že, če se smer razvija, je že v redu. Ne? Ja. Sam, vprašanje, kaj je končni smisel tega. Ne? Ker če je končni smisel tega, sam dajmo imeti najbolj polne dvorane in najbolj zaslužiti, tudi spet ni dobro za samo komedijo. Mislim, bomo zelo hitro na nek plafon uleteli, ki ni pravilen, se mi zdi. Prej si omenil tudi recimo to preverjanje, ne, s predstavami. To se mi zdi ena ful zanimiva stvar, ki jo ima recimo komercialni teater že kar vzpostavljeno tudi v Sloveniji. Ja. Sistem predpremier, ne? A mi lahko na kratko poveš, kaj to pomeni, pa kako to izgleda v praksi? Ja, jaz moram priznati, da ko sem se prvič srečal s tem, sem bil kar šokiran. To je v bistvu tako kot povsod, kjer imajo razvito komedijsko industrijo v tujini, se pravi, pri nas je seveda teh predstav manj, ampak ti imaš predpremiero, ne vem, od 10 do celo 30 predstav, ki so cene vstopnic so nekoliko nižje, ampak predvsem brandane so kot predpremiere, ve se, da bomo mi, se pravi, od prve do ta zadnje predpremiere predstavo spreminjali, kaj se bo dodajali, kaj se bo odvzemali. Recimo, ne vem, če je pri nas sicer že to zavedanje, ampak v tujini vem, da folk hodi na več predpremier določenih stvari, ker jih zanima, kaj je šlo ven, kaj se je spremenilo. Veš, ker mi, vsaj do zdaj, jaz nisem slišal, da bi kdo delal grozen radikalne spremembe, ampak ne vem, broadwayske stvari, kjer je res ogromen denarja vloženega in ga tudi pričakujejo ogromen nazaj, se dogaja to, da zamenjajo igralce, da zamenjajo... A veš, Ne, nočem več predpremier. Ja, ne, ampak mislim, je eno orodje, ki je sploh za komedijo... A kdaj zamenjajo tudi pisce? Zihar. Prosti, prekinil sem te, eno orodje, ki je za komedijo? Ki je neprecenljivo. No? Jaz itak moram priznati, jaz sem obsedenc v tem smislu, da pač jaz hodim na svoje predstave. Vse? Ne, okay, ne vse, dobro. Sem to cajta nimam, ampak recimo do premiere probam kar vse predpremiere recimo videti in ker sproti spreminjamo, ker pač, a veš, pa to so lahko mikro stvari, ampak pomeni, da ti v bistvu na premiero, ki je tudi medijska premiera, kjer imaš pač in kolege iz Foha in medije in tako naprej, prideš res pripravljen, ker večina ostalih premier vemo, kako je, ne, je ta, a bo, ne, pa ok, adrenalin malo stisne, pa nekako spelamo, ampak druga, tretja ponovitev so potem kritične, ker ni
Mislim, res dobro. No? Pa kako pa je tvoje stališče do spreminjanja materiala tudi po premieri? Se pravi, ja misliš, da ima material tudi neko rast še potem? Ali ti rajši imaš, da je zacementiran in točno tako ostane? Ne, mislim, meni je spet govoriva o komediji. Mislim, da je edini kriterij, ki ga je treba upoštevati, je to, da dela in da ostaneš, da čim bolj zadaneš poanto, ki si jo hotel povedati. Ne? Se pravi, domač, da dela, da se ljudje zabavajo in hkrati, da si izpolnil zahteve zgodbe, ki si jo hotel ti na odru povedati. Se pravi, lahko se zadeve absolutno spreminjajo in mislim, da se celo morajo. A veš, mislim, komedija je do te mere odvisna od ljudi, da enkrat imaš veliko dvorano, enkrat imaš majhno, enkrat imaš dežuje, pa so ljudje malo nervozni, ne vem kaj. To se zmer pozna. Če nič drugega v nekem ritmu podajanja, v hitrosti, koliko boš pritisnil. Tako da jaz mislim, da se absolutno morajo spreminjati. V idealnem primeru imaš seveda na odru izvajalce, ki komedijo toliko dobro razumejo, da so sposobni teh mikro sprememb, ne da bi v bistvu zares škodili predstavljeno. Ful je zanimivo vse, kar govoriš. In zdaj bi te za konec vprašal, kaj pa je tvoj idealen projekt recimo trenutno, če se vidiš, če bi imel vse možnosti na svetu, vsa sredstva, vse pogoje, česa bi se rad lotil, ali pa mogoče kaj je ena stvar, ki ti je res zelo zanimiva? Mislim, meni je v bistvu skoraj, oziroma ne skoraj, vse, kar delam, mi je zanimiv. Tako da, mislim, hitro se napalim na ene stvari, tudi če so mi najprej tako, kao, a je to, mislim, zelo hitro mi je pol zanimiv, pa se ukvarjam s tem. Tako da, ne vem, mogoče kakšen tako zelo prav musical, ena stvar je, ki se mi zdi prezahtevna za naš prostor, zares, pa bi se je enkrat v prihodnosti lotil, ne, da je, ampak ne vem, vse bomo naredili to, tako da, mislim. The best. No, ker dejansko se imaš tudi glasbeno podlago in vse, ne, mislim, Mičken. Si zelo... Mislim, ja, štekam musko do te mere, ampak spet, to je čisto drugo dojemanje, jaz razumem musko iz nekega pop stališča, ne. Musical, spet, jaz mislim, da je bilo najprej pri nas treba pogruntati, kaj je ta musical, ki je slovenski. A veš, ker zdaj trenutno imamo raven musicala, ki je pač jukebox musical. Ne, se pravi, jemljemo hitiče, jih opremimo slovenskim besedilom, to je eno. Ne, ampak kaj bi bil pa musical, ki bi bil slovenski format, se pravi, ne broadwayski format, ampak kaj je slovenski musical, vse zares, mislim, da še nimamo tega poformatiran, kaj bi to sploh lahko bilo, kjera muska je to, kakšna muska je to. The best. In s tem vprašanjem ne, to smo to reči. Ja, po mojem, no, mislim, meni se zdi. Fajn je, ko bo folk doma, tako sem res. Tako, ja, in v obema naju bo zdaj to tlelo in mogoče v ljudeh. Res ti, najlepša hvala, no, pač ogromno stvari si povedal in še lahko bi govorila 4 ure, ampak... Komod, se vidite, da sem kar navit, tega samo vprašam. Bova zdaj rajši ustavila, ker je res lep konec bil in mogoče boljš, da stvari ostanejo malo v zraku. Najlepša hvala, tudi vam, da ste gledali, se vidimo v naslednjih študijah. Eno za Mighty Camp. Vrhunsko. Wow.